Iris, ki je našla srečo v oblikovanju lesenih dildov, sledi motu, užitek je treba jemati resno. Prvi dildo pa je že pred 2 letoma naredila zase. Tako da sem si naredila enega in se mi je zdelo čisto super, da komoč pila tudi lesene. Dildo je poleg vibratorja najstarejši in najbolj priljubljen erotični pripomoček. Med poplavo posteljnih igrač, ki jih imamo danes na voljo, leseni dildi gotovo izstopajo. Debeli so od 3,5 do 4,5 cm, nekateri celo manj, dolgi pa med 22 in 25 cm. Taka bi nam bila priporočena neka za dildo, glih zato, ker še ti moraš to držati nekaj, ne. V neke ekstreme ne bi šla tudi recimo vsakoga tak video ali pa primem v roko reče, da so mogoče malo velike. Ljudje so nad lesenimi dildi presenečeni, mnenja pa so deljena. O tem, ali bi ga kupili, pa. Ne, kje pa sploh ne. Te boljše kaj živega, kaj boš zdaj z vsakim lesenim, ne? Nijem še te izkušnje, da bi to na ta način počel, ampak izgleda pa zabavno, ja. Pa gladko. Glede vsega tega, kar se danes ponuja na trgu, ne, je ta izdelek še toliko domač, ker v bistvu ima neko ročno delo v sebi, pa neko toploto, ne. Pa ne treba mi stvarno, hvala. Boa, habu, hup, lora, vutu in lire pa so imena za 6 različnih oblik dildov, ki imajo poleg primarne funkcije tudi umetniški naboj. V primerjavi z drugimi podobnimi izdelki nimajo izrazitega vonja in imajo daljšo življenjsko dobo. Tam je taki prijeten, res vizualno in lahko ga, ni neprijetno, če ga pustiš kjerkoli, ker se lahko tretira čisto drugače, lahko ga tudi mami pa babici v končni fazi pokažeš, pa ne. Leseni dildi so naravni in varni za uporabo. Strah pred tem, da bi se zaskalili, pa je zaradi večplastnih premazov popolnoma odveč. Ker jaz sem že v bistvu tako vsa kolegica založila s tem, da se že tako na šihti dajem to pa. Tako da ja, ampak tudi tako odzivi recimo, ne, mislim, eno recimo težko govoriti o tem, kaj točno je zelja dobro ali ne, ampak večinoma tako vsak pove, ja, veš, ta krivulja, mogoče to ni bila najboljša, da malo zmanjša, pa malo spilje, veš. Če je tudi vas zamikal leseni dildo, ga lahko kupite prek spleta, tisti bolj pogumni pa lahko preprosto odkorakate v trgovino. Ja, po izdelkih dildu je načeloma relativno veliko povpraševanje, se pravi interes, ljudje, kar pridejo sem, si ogledajo, ampak kupijo pa relativno malo. Zaradi velikega povpraševanja in dobrega odziva testnih uporabnikov namerava Iris Javorjeve dilde obogatiti z erotično vsebino. Kolekcijo, v kateri so poleg lesenih dildov tudi že biči za multifunkcionalno uporabo, pa dopolniti z japonskimi kroglicami in lesenimi obročki.